Danes smo v Triglav Lebu naredili prvi korak proti umaškem turnirju. Aljaž Bedene, vi imate izmed slovenskih tenisačev tam najboljšo uvrstitev iz leta 2013. Seveda, glede na to, da ste vrhunski teniški igralec, si želite še več, pa vseeno ste ponosni na to, da držite najboljšo uvrstitev v Umagu, tako bližnjem, močnem turnirju kot je. Mislim, ne vem, je bilo to moje prvo ali drugo leto, četrtfinale. Je bil lep rezultat takrat. Zdaj velikrat sem igral, oziroma vsako leto sem se rade volje vrnil in si želim več. Veliko je bilo priložnosti, zamujenih priložnosti, tako da evo, letos spet v Umagu se že veselim in upam, da bo šlo boljše. Vas pa na Umag seveda veže tudi druga, bolj ljubezenska zgodba, kaj ne? Ja, v bistvu sva ženo nekako začela tam hoditi, oziroma spoznala sta se v gimnaziji in po moji končani gimnaziji sem jaz pač začel turnirje igrati in po 2 letih, ko sva si pisala, nisva se videla, nisem imel časa, ona ni imela časa, je rekla, zdaj pa pridem v Umag. Ja, tistega leta sicer nisem igral, ampak sem bil nervozen, prišla in tam se je pač začela najina romanca, tako da ja, tudi zaradi tega tudi še pač dodaten doprinos k turnirju. Glede na to, da ste v zadnjih tednih, mesecih oziroma v sezoni 2018 imeli nekaj težav s poškodbami, pa vem, da sem vas to že sicer prej vprašal, kakšna je situacija, se veselite prehoda na rdeči, bolj mehkejši pesek, ki je seveda tudi precej bolj blagodejen za vaše sklepe? Ja, v bistvu smo se danes z ekipo pogovarjali, zakaj je toliko turnirjev na hardcourtu in zakaj se pač število turnirjev veča. Pač definitivno se bomo malo bolj pozanimali zdaj o tem, ker nastala zanimiva debata, ampak ja, poškodba je bila. Zdaj poškodba oziroma se nič čisto sanira, vse sanira in jaz se že veselim rdečega peska, ker je pač za vse nas igralce lažji. Vaši načrti so najprej Monte Carlo, potem pa? Zatem igram Budimpešto, ker sem lansko leto izgubil finale, pol pa Istanbul, Rim in Roland Garros. Kaj pa travnati del sezone? Gledate toliko naprej ali se bolj osredotočate na naslednji turnir, torej zdaj samo Monte Carlo, ne razmišljate o Budimpešti in Istanbulu, a seže pogled tako daleč naprej? Mislim, trava je takoj za pesko moja druga najljubša podlaga. Ok, se jih nimamo toliko veliko, ampak ja, dober tenis igram. Tudi lansko leto sem igral 2 turnirja, od tega eno četrtfinale na Nizozemskem in 3. kolo v Wimbledonu. Dvakrat sem z Gillesom Mullerjem zgodil, ki poznam po temu, da igra dober tenis na travi, oziroma najboljši tenis na travi. Tako da ja, se mi zdi, da lahko igram dober tenis na travi, tudi za telo je bolj prijazna in ja, pač mogoče ja, večji fokus je na turnirju v Monte Carlo oziroma teh bližnjih, ampak ja, ne moramo iti stran od tega, da pač se približuje tudi trava. Kako pa gledate na to dejstvo, glede na to, da zdaj sledi turnir v Monte Carlo, da se tam ustvarja kar neka teniška falanga, ne? Tam je zdaj ogromno teniških igralcev, ki je prijavilo stalno prebivališče tam. Zdaj v bistvu kar nek tak teniški kemp sestavljen iz igralcev iz prve stoterice vas zdaj mika, da bi se morda preselili v Monte Carlo. Seveda, davščine so nižje, obenem pa tudi pogoji za trening kar dobri skozi celo leto. Mislim, o Monte Carlo definitivno nisem razmišljal. Pogoji so res dobri, zato ker po eni strani imaš veliko igralcev iz top 100, ki vsak dan lahko igraš, oziroma ti ni težko dobiti dobrega sparring partnerja, po drugi strani so pogoji tako dobri in imaš igrišča za pesek in igrišča za hardcourt, tako da ja, pač iz tega vidika je super. Sam si pa pač ne predstavljam, nažalost, živeti v Monte Carlo, še zmeraj je pač to zelo draga destinacija za enkrat. Glede na to, da je torej pač pred vami kar zanimiva sezona in za vami fantastičen del pravzaprav sezone, ste pričakovali, da boste tako udarno začeli na tistem latinsko-ameriškem swingu, ne? Ste verjeli, da ste sposobni seveda tako zgodaj v sezoni že ujeti ritem in takoj napasti seveda finalne in turnirske zmage?
Ja, v bistvu sem vedel, z dobro pripravljeno sezono sem šel v Doho oziroma Avstralijo dobro pripravljen. Nažalost sem imel nesreče z žrebom, igral s Federerjem in z Dominikom Thiem takoj na začetku. Ko sem šel na Davis Cup, odigral 2 dobri tekmi, tisto mi je dal malo samozavesti oziroma pač šel sem čez to, da pač Davis Cup spet zaigram in mi je dal nek dodaten zagon in ja, pač šel sem tja, odigral najboljši tenis oziroma ene boljših tekem eno za drugo in spet po dolgem času odigral več kot 2 tekmi zapovrstjo, kar je bilo tudi dobro za moj telo. Videl sem, da sem sposoben, da telo še zmeraj dela tako, kot treba in sem vesel, definitivno mi je dal to tudi dodatnega zagona za naprej, za peščeno sezono, kjer pač se mi zdi, da so cilji najvišji. V redu, hvala lepa.